Pozdravljeni. Minuli torek je bila uradna otvoritev območja mednarodnega mejnega prehoda Ormož. Dokaz, da gre za pomembne objekte, je bila prisotnost ministra za javno upravo Rudija Medveda, ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in generalne direktorice policije magistrice Tatjane Bobnar. Minuli torek je bilo slovesno odprtje prenovljenega območja mednarodnega mejnega prehoda Ormož, ki deluje pod okriljem postaje mejne policije Središče ob Dravi. Državna investicija je vredna okoli 1 milijon evrov. Stari mejni prehod Ormož v skoraj 30 letih, kolikor jih je dočakal, ni bil deležen večjih investicij. Slovenski policisti zadnjih 6 let, poleg njih tudi hrvaški, so mejno kontrolo izvajali v neustreznem delovnem okolju. Zato je padla odločitev, da mejni prehod celostno prenovijo. Na novo so zasnovali objekte, prometne in obračalne površine, komunalne instalacijske naprave in priključke, poskrbeli pa so tudi za zunanjo ureditev. Prometni tok so iz mesta preusmerili na obvoznico, da bi domačinom tako omogočili prijetnejše in varnejše življenje. V veselje mi je, da se je projekt zaključil z navezavo na vzhodno obvoznico, ki prinaša več miru v mestu, je med drugim uvodoma dejal župan občine Ormož Danijel Vrnjak. Potem pa so se zvrstili še govorniki, minister za javno upravo Rudi Medved, generalna direktorica policije magistrica Tatjana Bobnar in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Ja, danes smo odprli prenovljen mejni prehod Ormož. To je velika investicija tudi za policijo. Nenazadnje je bil stari mejni prehod že zares dotrajan in pogoji za delo policistov slabi. Mi smo se dogovorili v vladi, da bomo ukrepili nacionalno varnost, tudi na področju notranje varnosti. Imamo letos rekorden proračun, tako za leto 2020 kot za leto 2021. Jaz sem tega vesel in to so sredstva, s katerimi lahko po dolgih letih nevlaganja v slovensko policijo krepimo policijo in tudi ti prostori so današnji dokaz, da mislimo resno in da bomo tudi v naslednjih letih vlagali v posodobitev slovenske policije, nenazadnje tudi v objekte. Gospod Horvat, domnevam, da ste si kar oddahnili, vse tisti, ki delajo tu v Ormožu, policisti, glede na lepe nove prostore, oziroma ste se že v tem času, kar ste se vselili, navadili? Res je, kot vidite, lepe nove prostori, lepo vreme, dobro vzdušje nas zaposlenih, zakaj ne bi bilo? Če gledamo, da imamo nove prostore in da imamo delovne pogoje, ki so postali po dolgem času spet normalni in delovni pogoji, za katere bomo, verjamem, vsi doprinesli tudi k boljšim rezultatom, je nedvomno to, da bomo tudi v sodelovanju z kolegi iz Hrvaške te prostore uporabljali kot dobre gospodarje in predvsem, da bomo imeli tiste pogoje, ki bojo doprinesli prave rezultate. Koliko je pravzaprav zaposlenih, torej policistov, ki delajo službo oziroma opravljajo svoje delo na meji? Ta mejni prehod Ormož spada pod postajo mejne policije Središče ob Dravi, katerega komandir sem jaz, kot ste omenili. Vse skupaj imamo sistemiziranih 107 delovnih mest, trenutno pa imamo zasedenih 53 delovnih mest in vsi policisti naše postaje krožijo po omenjenih mejnih prehodih, tako da tukaj so policisti, ki delajo v Središču ob Dravi ali delajo na maloobmejnem prehodu Presika, pokrivajo železniški mejni prehod Središče ob Dravi in seveda tukaj. Glede na število ilegalnih prehodov, vas je dovolj po vašem mnenju ali bi še bila potrebna okrepitev? Dobenega človeka nikdar ni preveč. Seveda si želimo, da bi v naši vrsti še bil kakšen policist, predvsem si želimo mladih policistov, ki bodo prišli pa prevzeli vajeti za nami. Tako da upam, da bo tudi ta objekt pripomogel k boljši promociji našega dela in zaposlovanja v policiji. Ste dobili mogoče kaj tudi kakšnih novih teh aparatur, ki vam bodo olajšale delo? Zdaj, tehniko, ki uporabljamo, je tako dobra. Je sodobna tehnika in nekšnih izboljšav trenutnih ni na vidiku, niti ni potreba, ker tehniko vzdržujemo sproti in
trenutno ni neke potrebe, da bi se dodatno tehnika nabavljala. Vrednost osnovne investicije je nekaj čez 927 tisoč evrov. Tekom izgradnje pa se je investicija povečala za približno 16%, na račun večjih kabin, dodatnih elektronapeljav in obračališča. Investicija je bila razdeljena in dogovorjena med soinvestitorji, tako da je Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije prispevala tretjino. Občina Ormož je zagotovila projekte za gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo. Kar 2/3 sredstev pa je prispevalo Ministrstvo za javno upravo, kar pomeni kar zajeten znesek. Ja, bolj ali manj. Seveda si vsi želimo in čakamo tisti trenutek, ko mejni prehodi sploh ne bodo več potrebni, ne? Ampak dokler pa bodo potrebni, pa smo dolžni skrbeti za te objekte in jih imeti urejene, tako kot želimo, da je urejena vsa Slovenija. Ministrstvo za javno upravo je prispevalo 2/3 od približno milijona evrov, kolikor je bilo vloženega v to prenovo. In seveda je še kar nekaj takšnih objektov na naših mejah, ki kličejo po posodobitvi in prenovi. Kljub temu smo se zdaj najprej lotili prometne ureditve Gruškovja in Obrežja kot zelo, zelo obremenjenih mejnih prehodov, tudi v sodelovanju z avtoprevozniki, s katerimi zelo tesno sodelujemo, in z investicijama bomo omogočili bistveno večjo pretočnost tudi teh dveh mejnih prehodov. Za mejni prehod v Ormožu pa mislim, da ni pomemben samo kot objekt, kot mejni prehod. Zelo pomemben je za sam Ormož. S tem smo preusmerili prometni tok skozi samo mesto na obvoznico in s tem sem prepričan poskrbeli tudi za večjo varnost, za ugodnejše življenje ljudi v tem kraju. Predvsem pa se mi zdi zelo pomembno, da smo policistom zagotovili neke normalne razmere za delo, takšne, ki si jih seveda zaslužijo. To jim pripada, to jim preprosto pripada. In glejte, v tej vladi nismo dolgo poslušali, kako nevzdržne so razmere na tem mejnem prehodu, ampak smo se relativno hitro lotili prenove in rezultat tega je danes pred nami. Ja, torej veseli smo, da policija ni več parovc, iz katerega se je imalo, ampak da dejansko v zadnjih letih pospešeno opremljamo slovensko policijo. Ne nazadnje smo s stavkovnim sporazumom, ki je bil podpisan leto 2018, ustrezneje uredili vrednotenje poklica policista, tako kot si ga policisti in policistke tudi zaslužijo, ki vsakodnevno, profesionalno in učinkovito opravljajo svoje naloge. Se pravi, ustrezno vrednotenje poklica, ustrezna oprema, tudi ustrezna pooblastila so tisti pogoji, da lahko policija še naprej učinkovito opravlja svoje naloge. Slovenija je varna država tudi po zaslugi in predvsem po zaslugi slovenskih policistk in policistov. Slišali smo vašega predhodnika, pa vendar je spet pričakovati nov val migracij. Kako ste pripravljeni na večje število prebežnikov? Slovenska policija seveda vsakodnevno spremlja situacijo, stanje, prihod tujcev, ki nezakonito prestopajo državno mejo. V ta namen seveda sodelujemo tudi s pripadniki Slovenske vojske, razporejamo svoje sile po tej južni meji. Sodelujemo seveda tudi s sosednjimi varnostnimi organi, nabavljamo ustrezno opremo, tehnična sredstva, vzpostavljamo videonadzore, kupujemo kamere, kupujemo brezpilotne letalnike, skratka opremljamo policiste za še učinkovitejše delo slovenske policije pri nadzoru državne meje. Policistke in policisti, in zato gre seveda jim vsa zahvala, učinkovito opravljajo svojo nalogo, in ker v tem segmentu seveda govorimo o dveh obveznostih. Po eni strani zagotavljamo varnost, gre torej za varnostno komponento, in po drugi strani zagotavljamo v postopkih s temi ljudmi, ki prihajajo, vse človekove pravice po mednarodni zakonodaji, ker gre tudi vendarle za humanitarni vidik.
Dobri pogoji za delo so gotovo pomembni za še učinkovitejše delo mejnih policistov, sploh če je znano, da je število nelegalnih prehodov državne meje zadnja 4 leta v stalnem porastu. Migracije so stalna grožnja Republike Slovenije, zadnjih 4 leta se nam tudi povečuje. Pričakujem, da bo tudi v letu 2020 se bodo število ilegalnih prehodov povečevalo. Mi na Ministrstvu za notranje zadeve smo pripravljeni, preigravamo različne možnosti in variante, ki jih policija in pa seveda na notranjih zadevah moramo imeti kot ukrep. Nenazadnje se pogovarjamo tudi o aktivaciji 37. člena, ko bo seveda to potrebno. To je bila tudi razprava že v državnem zboru. Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu, vemo zadeve povezane z Iranom in pa na Bližnjem vzhodu, seveda tudi v afriških državah. Tudi z komisarko za notranjo varnost na obisku Slovenije sva se o tem pogovarjala. V četrtek potujem na svet ministrov za notranje zadeve v Zagreb, ker bomo ministri še posebej se o tem pogovarjali. Nenazadnje ima tudi Republika Hrvaška s tem težave. Je pa res, 16.000 vrnenih ilegalnih migrantov na slovensko-hrvaški meji priča o tem, da je slovenska policija učinkovita. Verjamem, da bo učinkovita še v prihodnje, vendar učinkovitost policije zahteva tudi vlaganja. Je pa res, da smo v letošnjem letu prvič po dolgih letih finančne krize imeli pozitiven priliv zaposlenih v policiji in to je trend, ki se ga veselimo. V tem trenutku policija dela intenzivno promocijsko akcijo na področju informativ, na področju vpisa na policijsko akademijo. Verjamem, da bomo tudi v tem letu uspešni in poklic policista postaja privlačen tudi zaradi tega, ker je boljša plača, ker je pravzaprav smo tudi v tej vladi razumeli, da je treba povečati, izboljšati materialni status policistov ter da je treba policijo opremiti. Mladi se taki organizaciji potem rajše pridružijo. Je pa poklic policista poslanstvo. Kot je povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, po prenovi kliče še kar nekaj objektov na slovenskih državnih mejah. Najprej smo se lotili prometne ureditve Gruškovja in Obrežja kot zelo obremenjenih mejnih prehodov, da bomo omogočili večjo pretočnost, je pojasnil. Pa je za nami tudi letošnja Čurkarijada, prireditev, ki pomeni vrhunec dogajanj v okviru Antonovanja na Kogu. Osnova za Čurkarijado je ocenjevanje čurk. Le-to je potekalo minuli četrtek. Čurke sta po senzorični metodi ocenjevali 2 komisiji. Ena je bila strokovna, ki je predsedoval Peter Pribožič, specialist za prašičerejo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Druga pa je bila komisija potrošnikov, ki je predsedovala poznavalka in blogerka, sicer vikendašica na Kogu Vanja Mramor. Komisiji sta ocenili 16 črnih, 14 sivih in 6 belih čurk. Posebnost letošnjega ocenjevanja pa sta bili 2 vegi čurki, ki sta bili okusni, a nista spadali v konkurenco klasičnih čurk. Ocenjevalce oziroma člane ocenjevalnih komisij smo za mnenje vprašali takoj potem, ko so ocenili vseh 16 črnih čurk oziroma krvavic. Te so namreč običajno najštevilčnejše. Moram reči, da komisija ugotavlja, da so letošnji izdelki po teksturi, po kako so rezljive te črne čurke, zelo dobro pripravljeni. Ni vsako leto tako, da lahko čurko tako vrežeš, da so kompaktni kosi, tako da po tej plati kar so priznanje vsem, ki so dali v ocenjevanje. Nekaj čurk je bilo mogoče malo z manj aromatično usklajenostjo začimb in to pa potem nekaj čurk je, ki so imele v sredini malo pri obarjanju že mogoče malo premalo, da je ostalo malo te rdeče barve od krvi. Drugače pa nasplošno pa so bile dobre, tako da kar veliko, v glavnem so nagrajene. Razporeditev pa je neka Gaussova krivulja, nekaj zlatih, srebrnih in bronastih.
so po sestavu pa mogoče je kar nekaj izdelkov, ki so zelo pestro sestavljene, od ješprena, ajdove kaše, riža, dodatki glavine, pljuč, ocvirkov, pa še kaj, ne. Ene so tudi z nekimi dodatki, ki mogoče niso tako tipični v tem delu ormoškem, recimo dodatek mete, pa še kjer začimbe, ki malo izstopa potem. Drugače pa ja, to je ta, kar veliko izdelkov je tudi letos v ocenjevanju bilo, že samih črnih čurk, do sedaj kot organizator pove, da je tudi največ vzorcev letos v ocenjevanju. Sedaj, ko ste poskusili torej določeno število vzorcev, lahko opazite recimo, da se vseh teh izdelovalcem čurk pozna recimo kakšen nasvet, ki so ga dobili prejšnja leta. Ja, mi te zapisnike tako sestavimo, da tista povratna informacija je gotovo mogoče dobrodošla in mislim, da se tudi potem odraža ta kvaliteta izdelkov sedaj. Seveda, če si tisti, ki da v ocenjevanje, to tudi vzame v roke, prečita, gotovo pa so izkušnje, pa tudi to, da so to vmes, bi rekel, proizvajalci čurk, ki so na trgu, kjer kupci tudi povejo, kakšne si želijo in temu primerno so potem tudi izdelki. Tako da to, kar smo poskusili, so zaupanja vredni izdelki. Komisija točkuje zunanji izgled, sestavo prereza, barvo prereza, teksturo, vonj in okus. Od 17 do 17,99 je bronasto priznanje, od 17 do 18,99 srebrno in od 19 do 20 točk zlato priznanje. Gotovo, da smo potrošniki tisti, ki prisegamo na okus, ne? Če nam je nekaj dobro, kupimo, če ne, pa ne. Kako ste danes ocenili te čurke? Ja, danes moram reči, da spet presenečajo, nekatere izmed njih izstopajo fantastično, harmonija okusov, sestava, struktura, diši, pokne koža. Pri nekaterih je mogoče majčkeno zmanjkalo, ampak na splošno zelo v redu. No, kaj pa okus recimo? Se tudi vam zdi, ko kupite nekaj, da vam je okus prioriteta ali še vas kaj drugo zanima pri izdelku prehramben? Ja, prvo, kar je, gledajo oči vedno in mislim, da to je najbolj pomemben pokazatelj. Torej, če izdelek lepo izgleda, potem že avtomatsko nas privlači, da bi ga tudi mogoče poskusili. Naslednji korak je seveda vonj. Če nas vse to prepriča, ja, bo potem pa še okus na koncu. Tudi imel ključno besedo. No, vi ste tista, ki ste pravzaprav čurke in vse, kar spada zraven, na nek način ponesli v svet. So odzivi po vašem mnenju dovolj dobri? Ja, mislim, da se v bistvu zadeva zelo na dobro obrača, da vedno več tudi mladih posega po čurkah, ne več samo po pečenicah ali nekih klobasah. Tako da mislim, da se dobro dela, bomo pa delali še naprej na tem, da bojo še bolj prepoznavni. No, glede na to, da prihajate z drugega okolja, ne, z drugega konca Slovenije, se jedo tam pravzaprav čurke ali ne, vpraša kdo zanje? Ja, se vedno več, na veliko presenečenje, vsaj v naši osnovni šoli, tudi dobijo kdaj čurke na krožnike, tako da niso samo pečenice, se prebuja, v glavnem so pa to črne čurke v našem okolišu, mislim, da sivih pa belih pa niti ne poznajo še tako dobro. Član komisije potrošnikov je bil tudi poznavalec Franjo Soldat iz Dunjkovca na Hrvaškem. Ocenjuje, da pa čurke oziroma kašaste klobase v njegovem domačem okolju niso tako pogoste. Pa ima čurke, samo ima vjerojatno u manjim količinama nego tu danas kaj smo ocenjivali. No, so po okusu enake ali podobne ali kako? Pa po izgledu mogu biti, ali po okusu vjerojatno nisu iste. Sve ovisi kako vole, neko vole bolje začine, neko manje i razlika je od kraja do kraja. Drugače je seveda tot okrog. Dragica, imate radi čurke? Ja, absolutno, zelo. Glede na to, da ste vi glavna promotorka oljarne in vse, kar spada zraven, ne, in izdelkov iz buč oziroma z olja, bi se dalo na kak način skombinirati ta ljuba čurka s oljem?
Fino pečena čurka, kislo zelje, pa bučno olje, odlična stvar, ne. Še mogoče popečeni krompir. Jaz znam k čurkam vedno peči krompir in je čudovito pečenje in odlično okusi grejo skupaj. V 11 letih, kar na Kogu ocenjujejo čurke, se je marsikaj spremenilo na bolje in prineslo tako pridelovalcem kot organizatorjem prireditve veliko dobrega. Zanimanje se je povečalo, to je na eni strani, na drugi strani pa so, kako bi rekel, vsaki se z izdelkom čurka pohvali, zdaj pa delam čurko, prej je to bilo malo bolj tiho, pa so tudi delali čurke, zdaj, ali se je povečalo, ja, zdaj se delajo čurke s ponosom. Še obstaja kakšno takšno ocenjevanje v Sloveniji, vam je znano? Ne, da bi znal, je pa se meni zdi, da je letos bilo na Radgonskem sejmu. Naš cilj in želja je vključiti, povabiti izdelovalce čurk na kmetijah ali v okviru dopolnilne dejavnosti, ali pa tisti, ki še nimajo in se ljubiteljsko ukvarjajo, zlasti prebuditi duh in vrednote, bom rekel, bivših vaških mesarjev, pa povabiti k sodelovanju tudi, bom rekel, manjše lokalne mesarje. Še isto popoldne pa je 5-članska komisija, sestavljena iz strokovnjakov in poznavalcev, ki jim je predsedoval Milan Hlebec starejši, ocenila tudi kogovska vina, ki se najbolje prilegajo k črni, sivi ali beli čurki. Rezultate obeh ocenjevanj so razglasili in podelili priznanja potem na čurkarijadi v soboto. Pa še en lep dogodek smo zabeležili. V torek je svoj 100. rojstni dan praznovala Neža Hebar iz Osluševcev 45. Čilo 100-letnico so ob visokem jubileju razen sorodnikov in prijateljev obiskali tudi župan občine Ormož, predstavniki domače krajevne skupnosti in društev in tudi kabelska televizija Ormož. Ni jih veliko, ki jim je dano slaviti 100. rojstni dan. Zato je 100. rojstni dan matere, babice in prababice Neže Hebar na domačiji Hebarjevih v Osluševcih 45 bil velik dogodek. Tako so slavljenko Nežo s kupom cvetja in priložnostnih daril, razen sorodnikov in prijateljev, obdarili tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, predsednik Martin Kukovec in drugi predstavniki domače krajevne skupnosti, predstavniki društva upokojencev Podgorci, predstavniki krajevnega odbora Rdečega križa Podgorci in Osluševskega kulturnega društva, ter predsednica Združenja borcev za vrednote in obeja Aljoša Vodnik in domači dekan Jože Šipoš. 100-letna Neža slabo vidi, sliši še dobro, sploh pa je ohranila zdrav razum in številne lepe in manj lepe spomine. Kar se tiče visokega življenjskega jubileja, pa pravi. Kaj bi vam povedala? Lepo je, pa hudo je. Zakaj mislite, da je hudo? Zato, ker ne moreš nič delati, nič ne morem dosti delati, pa v cirke več ne morem. Domu, hvala Boge, dobim še pa že obhajilo. Tu mi je dano. Pa naša Micka rihta, ona ma rihta, pa pere, pa vse, ko je treba, mi naredi. Pa še obločime. No, bilo pa je verjetno tudi veliko lepega, ne? Koliko otrok ste imeli oziroma imate? Imam še samo 2 dekline, 2 hčerke. Neža za najhujši čas svojega življenja šteje obdobje vojne in tega časa, kar ne more pozabiti. Še vedno je članica Ormoške zveze borcev za vrednote in obeja. Mi smo dosti skrbeli za vojsko. To je bilo strašno hudo. No, vseeno pa ste dočakali častitljivo obletnico. Kakšen je recept, da človek pravzaprav doživi toliko let? Kaj vam ne rečem, jaz sem bila tako operirana, da sem bila stara 72 let, ker sem imela takšne žučne kamne, tako da vele.
In tisto me je zadržalo strašno, tu samo jaz sem nedolgo bila v bolnici, 30 dni, kaj sem bila. Pa pol sem prišla domov, pa sem skozi šla na par, samo krave mi ven. Samo, kaj me jaz hodila. Te pa sem tudi v travniku bila, pa s kravami. Pa tako pomalen. In nič mira. Samo s kravami smela dela, samo to mi ven spravite. In tisto me pozdravilo. Delo torej, ne delo. Delo. Samo delala, pa sem strašno trdno tudi. Moža bilo, ne. To je bilo strašno hudo. Koliko pa imate vnukov, tudi pravnuke že imate, ne? Hvala Bogu, 6 jih je. 6 vnukov, kako bi rekla, da je. Strašno velika rodbina je. No, to je pa lepo, ne? Vas obiskujejo pogosto? Ja, to pa ja. Ja, zdaj že tako, da smo že vsi stari. Vsi smo že stari, vsi. Samo staraš. Pa še si tisto zapojen fiške. Kak je, Micko? Zabučale gore. Dajte malo zapojte. Zabučale gore. Zašumeli lesi, oj, mladosti moja, kam si šla, oj, kje si? Oj, mladosti moja, kam si šla, oj, kje si? Nima vsak privilegija, kot a imamo midve s sestro Kristo. Ni vsakemu otroku dano, da bi lahko stisnil dlan in objel svojo mamo za 100. rojstni dan. Midve to srečo imava. Ne znam opisati občutkov, ki sem jih imela ob tej priložnosti. Mama, hvala za to priložnost. Tudi naša mama ima privilegije in srečo, da s sobivanjem družine pokojnega sina Janka v domači hiši, čista, negovana, sita, svoji pospravljeni in topli sobi, preživlja jesen življenja v družbi Radia Ognjišče. Zelo je vesela vsakega obiska vnukov, pravnukin, sosedov. Nestrpno pričakuje prvi petek, ko ji gospod župnik Šipoš Jože prinese duševno hrano in malo poklepetata. Ob tej priliki bi se v svojem in Kristinem imenu zahvalila Micki, Stanku in Darji in njenim otrokom, Sari, Maruši in Janu, ki materi v sobivanju 4 generacij omogočajo lepo staranje v domačem okolju, kar ima zanjo neprecenljivo vrednost. Hvala vsem vam. Naša mama ima rada sonce, je v nadaljevanju še povedala hčerka Stanka. V družini vedo, da je to bel kruh v obliki sonca, ki so ji ga ob tej priložnosti tudi prinesli na mizo. Neža Hebar se je rodila kot Hanželičeva 21. januarja 1920. leta v Cvetkovcih, kjer je v družbi številnih bratov in sester preživela svojo mladost. Kot 23-letno dekle se je poročila s takrat 25-letnim Cirilom Hebarjem in se preselila na njegovo domačijo v Sluševce, kjer živi še danes. V zakonu se jima je rodilo 3 otrok, 2 hčerki, Krista in Stanka, ter sin Janko. Danes je Neža ponosna babica 6 vnukom in nekaj pravnukom. Med pravnuki je tudi Maruša, ki obiskuje medicinsko šolo, in kot so povedali domači, je tudi edina, ki ji prababica Neža prisluhne, ko gre za zdravje. Razen 3 pravnukov, vnuka Stanka in njegove žene Darje, ki živijo skupaj na domačiji, pa za Nežo še največ skrbi snaha Micka, žena Nežinega pokojnega sina Janka.
Gospa Marija, kot vidimo, dobro skrbite za svojo taščo, ne? Ja, 100 let ni tako malo. Verjetno je tudi zaradi vašega truda doživela takšna leta. ja 50 let živimo v kup. Ste si vedno bili dobri ali ste se tudi kdaj skregali? Večina dobre, sad smo se ne kregali. In je težko skrbeti za njo? Ja, nije težko, je pa briga tu, vete, ne. Ker se ne mre sama nič, ne. Pa ne vidi nič. Daj mi tu, pa ja, mati se je tu, ja če pa ne vidim, reče, veš. Hudo je, vete, hudo je biti slep. To je verjetno največji problem pri njej, ne? Ja, ja. Tu, ker ona ne vidi nič. Ker bi ona čitala, rada televizijo gledala, zdaj pa naenkrat nič. In kako ji sicer potekajo, kako ji minevajo dnevi, kaj dela? Ja, samo v radiju, tu je eno, tu je eno. Pa da prideš odkud, kak pa je bilo ton, pa kak ste pele, pa kak je bilo. To pomeni, da zanimanje za svet in okolje pa še ima. To še vedno. Pa če gre na pogreb, kako pa je bilo na pogrebi, pa kak je bilo. Gospa Krista, kakšen je to občutek, ko ti mama doživi 100. obletnico? Super občutek, enkraten, res. Kako se spominjate tistih dni, ko ste z materjo živeli skupaj doma? Ja, lepi dnevi so bili delovni, predvsem delali smo že mala deca, smo mogli delati in tu nam je bilo vodilo, ne, za življenje. Seveda snaha skrbi, ne? Kako ocenjujete njen trud? Joj, zelo dobro, super je. Kako se spominjate časov, ko ste še živeli doma z materjo? Ja, bili so lepi časi. Nismo bili bogati, ni pa nam tudi nič manjkalo. Vsi smo mogli fejst delati, starša sta bila zelo stroga, ni bilo pardona. Imaš, da greš na delo, imaš, da pa učiti si se tudi mogo, ne, to ni bilo pardona. Drugače pa je bilo zelo lepo otroštvo. Lepo smo se imeli. Krista je starejša 10 let, pokojni brat Janko je starejši 8 let od mene. Ona dva sta bila moja varuha, moja vzornika, moja vzgojitelja. Tako da, kaj sem jaz ušpičila, sem bila tako ona dva kriva. Tako da, ja. No, domnevam, glede na to, da ste najmlajša, ne, da ste bila kar cartika pri hiši, ne? Pa še kak. Res zelo cartljava, ampak do neke mere, nikoli pretirano. Nikoli razvajena, ne vem kak, kar še danes nisem, ampak vse do neke prave mere, do zdrave mere. Kje pa živite danes, kam pa? Jaz živim na Ptuju, sem vdova, imam eno hčerko in to je to. Jaz sem edina najmanjša mamina družina. Prihajate pogosto domov? Ja, vsaki teden enkrat sigurno, če ne še kaj vmes. No, glede na to, da snaha in njen sin ter njena snaha ter tudi vnuki poskrbijo za njo, ste verjetno brez skrbi, ne? Ja, brez skrbi smo, ker res bi lahko človek rekel, da je to vzorno poskrbljeno za starostnika, da smo lahko s sestro zadovoljni, da lahko pridemo domov, da lahko kaj pomagamo, če hočemo, če pa nočemo, mislim, če pa ni potrebe, pa tudi ne, v glavnem. Vsaka jim čast, pa res zahvala. Tako sem že prej povedala, najlepša hvala res vsem. Od Micke, Stanka, Darje do Sare, Maruše, ki hodi v medicinsko šolo, ona je njeni angel varuh. Kaj Maruša reče, to more biti in tega se mati drži. Pa najmlajši Jan, on pa je prenese vodo, pa take stvari, ko pač rabi za vsakdanje življenje, za sprote. Kot je že bilo povedano, so slavljenko med drugimi obiskali tudi predstavniki Usluševskega kulturnega društva. Gotovo, da v društvu tako visokega jubileja so krajanke niso prezrli. Ja, res je lepo, da se zberemo v takih priložnostih. Glede na to, da smo taka mala vas, je kar, ne bom rekla zdaj pogosto, ampak se vsake toliko let najde kakšna taka starejša oseba, ki praznuje neko obletnico in ji gremo voščiti, da še vse najboljše, no, da še kar nekaj let dočaka.
Se morda spomniš, je gospa, torej današnja stoletnica, tudi kdaj sodelovala v kulturnih društvih, se ukvarjala na kakšen način s vaško kulturo? Sama se ne spomnim, ampak glede na to, kaj slišim od ostalih članov starejših, je bila tudi ona aktivna. Ja. V občini Ormož se ne zgodi pogosto, da nekdo slavi 100. rojstni dan. Zato so takšne obletnice praznik za vso občino. In slavljenca običajno obišče tudi župan. Ja, to je sigurno spodbudno. Hvala Bogu, da zdravje služi, da se tudi naši občani čakajo takih let. To so res visoke obletnice, spoštovanja vredne. In lepo je tudi priti na okolje, lepo se s takimi ljudmi tudi pogovorite. Ti ljudje poznajo marsikakšno zgodovino občine, kot tudi kraja. In moram reči, da sem zelo zadovoljen, da smo se danes tega udeležili in da smo neko tako, bomo rekli, srčno zadevo tudi pripravili. Kot je to na rojstnih dnevih navada, je na bogato obloženo mizo prišla tudi torta, ki jo je tašči kot dolgo vrsto let nazaj tudi za 100. rojstni dan spekla snaha Marija oziroma Micka, s upanjem, da jih bo spekla še kar nekaj. V Ormožu je minuli konec tedna potekal eden izmed dogodkov v okviru projekta Spodbujanje evropskega načina življenja, krepitev solidarnosti in medkulturnega dialoga Pro-EU iz programa Evropa za državljane, ki ga izvaja Ljudska univerza Ormož. Na 3-dnevnem dogodku je poleg Slovencev sodelovalo čez 150 gostov iz Poljske, Romunije, Hrvaške in Srbije. V organizaciji Ljudske univerze Ormož je minuli konec tedna potekal eden izmed dogodkov v okviru projekta Spodbujanje evropskega načina življenja, krepitev solidarnosti in medkulturnega dialoga Pro-EU iz programa Evropa za državljane. Razen Slovencev se je dogodka udeležilo še čez 150 gostov iz Poljske, Romunije, Hrvaške in Srbije. Projekt sofinancira Evropska unija iz programa Evropa za državljane in je namenjen spodbujanju socialnega delovanja, prostovoljstvu, sodelovanju in medkulturnim dialogom na ravni Evropske unije. Udeleženci srečanja so imeli številne možnosti za sodelovanje, spoznavati kulture drugih evropskih dežel, obravnavati splošne teme Evropske unije in se učiti eni od drugih. Dogajanja so potekala na različnih lokacijah v Ormožu in okolici. Najprej pa so se vsi skupaj zbrali na uvodni prireditvi, ki je potekala v Domu kulture in je bila namenjena predstavitvi vseh partnerskih držav. Najprej je zbrane pozdravila moderatorka Marjetka Pfeiffer in k besedi povabila Mileno Debeljak, direktorico občinske uprave Ormož, ki je zbrane pozdravila v imenu občine in vsem sodelujočim v projektu zaželela veliko dobrih novih izkušenj, ki bodo prispevale boljši Evropi in prijetno druženje. Razen Ljudske univerze Ormož v projektu sodelujejo še Udruga udomitelja Nada iz Ivanca na Hrvaškem, občina Bitom iz Poljske, gimnazija občine Tašnat Romunija in občina Irik v Srbiji. Sledil je pozdrav direktorice Ljudske univerze Ormož Viki Ivanuša, ki je spregovorila o pomenu projekta, ki daje možnost, da rastemo skupaj, da razvijamo solidarnost, gradimo mostove med seboj in postanemo trdna skupnost. Program so popestrili učenci glasbene šole Ormož, sicer pa so v nadaljevanju spregovorili predstavniki vseh sodelujočih držav oziroma ustanov. Svoje predstavitve pa podkrepili s kratkimi filmi. Potem so se gostje udeležili rokodelskih delavnic, ki so potekale v grajski pristavi in v prostorih grajskega centra za družine. Vsaka sodelujoča država je pripravila po eno delavnico, kjer so izdelovali suvenirje značilne za določeno partnersko državo. Delavnic pa so se udeleževale že pomešane skupine. Slovenija oziroma Ljudska univerza Ormož je pripravila delavnico izdelovanja rož iz papirja,
kjer so predstavnice študijskega krožka s Ano Ratek na čelu goste učile te tradicionalne slovenske obrti. Pri delu smo najprej zmotili mlado Poljakinjo, ki pravi, da se ji zdi zelo pomembno, da se Evropejci bolje spoznavamo med seboj. Lahko se naučimo kulturi in tradiciji tujih krajev, zato sem se tudi angažirala v tem projektu, da bom videno lahko primerjala z našo kulturo. Gostom iz Ivanca je Slovenija in slovenska kultura seveda veliko bližja. Tudi Ormož jih je večina že večkrat obiskala. Što se tiče Ormoža, mi smo susjedi. Pa ja se nadam da i lijepo surađujemo, da meja nam više niti ne bude, treba skoro, tako. I ja sam često dolazim sam tu u Ormož. Međutim, sad sam došao po ovoj liniji da u vezi ove Evropske unije i tako dalje. Pa to je jedna pozitivna strana da se to može nešto tako razgovarati o tome. Jer smo praktički mi svi u Evropi smo praktički svi i ovdje to je jako dobro što se tiče i za Sloveniju i za cijelu Evropsku uniju i za Hrvatsku. Naslednjo delavnico je pripravila Romunija. Izdelovali so mavrična kazala za knjige iz tradicionalnih romunskih barv, rdeče, rumene in modre barve. Iz barv, ki krasijo sicer tudi romunsko zastavo. Romunka, mentorica delavnic, je nad projektom navdušena. I find this idea a wonderful one because we rarely have the opportunities to meet people from Ideja se mi zdi čudovita, ker imamo tako priložnost srečati ljudi iz Poljske, Srbije, Hrvaške, Slovenije, še posebej, ker so to dežele proti zahodu, kamor se tudi vse raje odpravljamo na dopust. Tako že vnaprej spoznavamo njihovo kulturo, se pravi kulturo naših sosedov. Znana mi je že kultura Poljakov in Hrvatov. Zaslužijo si, da jih svet spozna. Tako kot vse ostale, seveda. They deserve to be presented to the world and to each other, of course. V delavnici, ki so jo pripravili Romuni, smo zmotili gostje iz Srbije. Tudi njih veseli, da si bodo nabrale novih izkušenj in spoznale druge običaje. Projekat po meni mislim da je dobar i da će imati uspeha. Mislim za sve opštine koje učestvuju i da ćemo imati upoznati malo običaje drugih naroda i imat ćemo njihovo iskustvo, pa ćemo mi primeniti kod nas, a oni naša kod njih. Sogovornice prihajajo iz Iriga. U Irigu je jako lepo. Irig je lepo mesto na planini Fruška gora i opština je bogata sa poljoprivrednim zemljištem i sa vinogradima. To nam je prvenstvena delatnost poljoprivrede. Kot so še povedale gostje, zraven niso slučajno. Pritegnila jih je sporočilnost projekta. Pa sam projekat je privukao sve nas iz opštinske uprave i iz lokalnih preduzeća i zajednice, naravno, lokalne zajednice. I koliko vas ima? Nas je 30 došlo danas u gost. Kako ste putovali? Odlično, put je bio dobar, nismo imali problema na granici, tako da sve je bilo u najboljem redu. Tudi Jovanka pove, da je vesela, da je lahko zraven in da sicer dobro pozna Slovenijo. Poznata vam je Slovenija? Da, muž mi je radio 12 godina ovdje, ja sam dolazila. Ptuj, Maribor, Sežana, Ljubljana, tako da mi je Slovenija baš lepa. Onda znate nešto o kulturi Slovenije. Da. I kako vam se sviđa taj projekt, kako je sudjelovati u svemu tome? Pa znate kako, ipak su naše kulture, da tako kažem, malo različite. Mi se bavimo nekim drugim stvarima, vi se bavite nekim drugim stvarima, ali u stvari zajedništvo je razmjena svih tih naših načina i radova. I ja se inače u penziji sam, pa malo se bavim ručnim radovima i tako u našem aktivu žena, družimo se. Lepo je putovati malo i sticati nova prijateljstva, zar ne? Imate još koga možda tu poznati u Sloveniji, možete ih sad pozdraviti?
imam, pozdravljam prijatelje moje, Sonju, Nikolu, Vaju, Vesnu i sve ostale. Znači ima ih puno? Ima dosta. Morda so tudi stara prijateljstva lahko način, ki povezuje. Svoj čar pa ima gotovo različnost jezikov in med 24 uradnimi jeziki v Evropski uniji sta nam hrvaščina in srbščina najbližji, tako da se nam prevodi niso zdeli potrebni. V nadstropju grajske pristave pa se je odvijala delavnica, ki so jo pripravili gostje iz Srbije. Okraševali so sveče in vezli. Mentorici pojasnita. Dobro večer. Mi ovdje ukrašavamo sveće dekupaž tehnikom. Ovo su sveće koje ja izlivam i pravim sama. Na kraju ih ukrašavamo dekupaž tehnikom sa salvetama. Za to nam je potrebna kašika, manje sveće na koju ćemo da grejemo kašiku i sa zagrejanom kašikom prelazimo preko motiva salvete i samim tim topimo parafin i ona se upije i zalepi i dobijemo ukrašenu lepu sveću. Evo ovdje na ovoj radionici radimo vez, ono što smo nekada radili naše neke bake, pa je to sad zaboravljena tehnika rada, a to je vez, znači na platnu. Pri vezenju smo zmotili gostjo iz Ivanca, ki navdušenja nad takšnimi srečanji ni skrivala. Ovakvi susreti, ja uvijek kažem, toga nam treba svima najviše. To su zlatni susreti, samo se borite i neka i bude čim više. To vas prosimo jer se moramo družiti. Jer smo se razdvojili, moramo se družiti. Čim više druženja, nema ljepšega. Točno, želimo vam lep provod. Hvala lijepa i mi vama želimo sve najbolje u ovoj godini i da opet se vidimo. Tako, pa to, u Ivancu. Gostje iz Hrvaške so pripravili okraševanje srčkov iz lecta. Gre za lectarsko obrt, ki ima na Hrvaškem dolgo tradicijo. Z gosti je delala Valentina iz lectarstva Slavica, ki je zanimanje udeležencev pohvalila. Vidim da su jako se zagrijali, baš uživaju u tome i to je bit tih radionica ili delavnica, ako sam dobro rekla, da ljude potaknete na nekaj, da oni svoje želje, svoje nekakve one unutarnje, da velim tak, radosti iskažu na nečemu. Evo kao na primjer sad na ovom lictarskom srcu koji je uvijek bil simbol ljubavi, sreće, darivanja i svega kaj se ide uz to. Magdalena iz Poljske pravi, da okraševanje sploh ni tako enostavno, kot bi človek pomislil na prvi pogled. Can you work these hearts? I can work these hearts, but this is... Vem izdelovati te srčke, ampak je kar težko, ker moraš biti zelo pazljiv in misliti, kaj delaš. Pa govorite angleško? Ja, govorim, ampak ne vem hrvaško, srbsko ali kakšnega drugega jezika. Imate na Poljskem tudi takšne srčke? Jaz jih vidim prvič. I see this for the first time. Zanimivo delavnico so pripravili tudi Poljaki. Gostje so izdelovali mozaike, ki jim Poljaki pripisujejo velik del svoje tradicije. Dzisiaj pracujemy z mieszkańcami. Tukaj družno izdelujemo pisane mozaike, rožice, ki so značilne za Bytom in krasijo celo mesto. W Polsce, w Bytomiu, wraz z mieszkańcami miasta. V Ormož so tako za potrebe delavnice prinesli kupe pisanih lončenih koščkov, iz katerih so potem udeleženci lepili rože. Gre za umetnost, s katero se ukvarjajo vse generacije, je med drugim povedala naša sogovornica. Izdelovanje mozaikov je vrhunec imelo v 70 letih, danes ustvarjajo malo manj, je še dodala. Ana, tukaj je ena izmed 5 delavnic, ki smo jih danes tukaj doživeli na tem evropskem srečanju. Pravzaprav, kako dolgo ste se na Ljudski univerzi pripravljali na izpeljavo tega projekta? Ja, kar nekaj časa in nekaj organizacije je bilo vloženega v to, že odkar smo dobili projekt, se pravi, da smo izvedeli, da smo
da dobimo ta projekt, smo se začeli ukvarjati s tem, z datumom, kdaj bo, kje bo, kaj se bo dogajalo, ampak zadnji mesec, 2 meseca pa smo res pospešeno delali zato, da se zdaj to tako odvija v takšni obliki, kot se. Gre seveda za velik zalogaj. Kaj mislite, kakšni bodo rezultati? Je to srečanje doseglo pravzaprav svoj namen, po vašem mnenju? Seveda bo zdaj, če povem najprej mogoče kaj o projektu, gre za program Evropa za državljane, se pravi preko tega programa smo dobili ta projekt, ProEU se imenuje. V bistvu gre za sodelovanje 5 organizacij iz Poljske, se pravi seveda Slovenije, Hrvaške, Srbije in Romunije in nekako cilj je oziroma glavni namen je, da se srečajo te organizacije, ti predstavniki in se poučijo o tradicionalnih delih, nekih tradicijah iz vsake države, vsakega partnerja. Kaj pričakujete, kakšne rezultate? Se pravi povezovanje teh organizacij, se pravi ne samo, da smo zdaj v nekem projektu, ampak da se tudi dogovarjajo za morebitna nova sodelovanja, se pravi ta povezovanja, morebitni novi projekti. In pa potem seveda, da se ljudje, ne samo kot organizacija, ampak tudi ljudje, posamezniki, ki so prišli, da se naučijo novega, da prenesejo potem te nove ideje, zamisli, vrednote s sabo domov in jih potem, kako bi temu rekla, pokoristijo pri svojem delu doma. Aktivnosti zbranih so se nadaljevale s predstavitvijo Evropske solidarnostne enote in predstavitvijo projekta Evropski prostovoljci. Seznanili so se z nekaj dobrimi praksami evropskih projektov, sodelujočih mest in drugo. Obiskali so tudi čurkarijado na Kogu. Srečanje pa zaključili s evalvacijskim sestankom, ki je partnerjem omogočil, da ocenijo rezultate projekta ter se dogovorijo o nadaljnjih sodelovanjih. Minulo soboto je v organizaciji Ormoške enote Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož potekal drugi letošnji muzejski večer, kjer sta se s fotografijami in videoposnetki ptic predstavila Ciril Ambrož in Marko Zabavnik. Večer so naslovili Pod krili ptic. Muzejski večer so pripravili v grajskem kinu in dvorana je bila polna, kar dokazuje, da je bilo že vnaprej pričakovati vrsto prelepih ujetih trenutkov v naravi, s katerimi sta postregla fotografa Ciril Ambrož in Marko Zabavnik. Razen fotografij je navdušila tudi projekcija filma z naslovom Sledovi ptic Cirila Ambroža. Gospod Ciril Ambrož, ponovadi ste nas navduševali z slikami, danes pa z videom 20-minutnim. Kako to? Ja, saj slike so seveda slike, film je film, niti eno, niti drugo ni enostavno. Je pa snemati lažje, če veš fotografirati. Ker pa smo imeli z Markom dogovorjeno, da bomo delala en takšen večer, da bomo napravila. V smislu, zakaj gremo vsak s svojimi slikami, pa z podobnimi slikami. In sreko nič, med tem pa, ko fotografiram, snemam tudi filmčke, ker fotoaparati snemajo izjemno dobre filme, ki so mi všeč, se pravi tudi počasni posnetki, tam 100 sličic na sekundo, se pravi se dela čisto lepo in je bilo tega materiala zadosti oziroma dovolj, da se dalo napraviti en takšen 20-minutni film, ki ga naša Špela zrihtala tako lepo celoto. Prav to me je fasciniralo, kot ste omenili, da fotoaparat konec koncev dela boljše slike, fotografijo, kot pa recimo naša kamera vredna 5000 evrov. Ja, to je fotoaparat Panasonic, ki ima tipalo tisto colsko, se pravi velikost tipala je tam 10x7 mm, se pravi niti ni tako malo tipalo. Objektiv je od 25 do 400 mm, snema 100 sličic na sekundo, Full HD 4K, se pravi vse ima, kaj imajo veliki, ne? Ja, tako da ni nobena težava napraviti filma. Edina težava je tem, da ko sem na takšnem delu, se pravi fotografiram in snemam. Ne? Pravi, vsak pa ima svoj pogled oziroma vsako zahteva nek svoj pristop in je dosti težko preskočiti z gibljive slike na mirujočo pa tisto ujeti in eno in drugo, ker pa mi je interes tudi lepo sliko napraviti. Ne? Tako da fotoaparati so izjemno dobri, kar se tiče snemanja zdaj. Ne?
Kdaj je preskočila tista iskrica pri vas, da ste se odločili, rad slikam, rad snemam? Snemam že, bi rekel, kar nekaj let, s tem, da takšni boljši aparat, ki dobro snema, sem se nabavil pred 3-4 leti, tako da mi je zdaj čas za posodobitev in zanimivo, ne, v aparat, recimo takšni Panasonicov, ki je star 10 let, 11, zdaj že 12 let, je imel silno bogi film, tam 700x, ne vem koliko je bilo tistih pikslov, ne. Zdaj pa so seveda to izjemno dvignili, ker se tudi konkurenca s telefonov izredno velika, ne, telefoni snemajo izjemno dobre filme in ves čas gledam tudi za to, da določene slike, ker nečesa pa se le ne da pofotografirati, ne. In to se videlo pri tem filmu, da je, bi rekel, tista gibljiva slika bila v tem izredno dobra, ne. Ker če bi se dalo vse pofotografirati, potem ne bi imeli športnih prenosov takšnih, kakih imamo, ne. Ja. Kar je zanimivo, tudi na svoje otroke ste prenesli zanimanje za fotografijo, za snemanje, montažo, kot ste dejali, hčerka je bila montažer tega filma vašega. Ja, otroci imajo tudi, bi rekel, občutek za fotografijo, čeprav edino Špela mogoče vzame fotoaparat v roke, Ana bolj s telefonom fotografira, ki pa ima tudi dobre performanse. Ja, Špela pa študira na Mariboru oziroma na akademiji, ja, ko je za likovno umetnost oziroma za pedagoška smer in se tam seveda nekaj oziroma marsikaj naučijo. To pa, da je šla montirati, pa je seveda tisti samouk, vejo programe seveda s pridom uporabljajo in tehnika omogoča vse. Plani, želje, cilji v prihodnosti? Ja, nadaljevanje dela, v vsakem primeru v dobri smeri, vedno spremljam, vedno gledam, vedno, bi rekel, se napreži, da je tisto, kaj je lepo, če sem blizu, zabeleženo. Tako da seveda v nastanku je ena knjiga, takša prleška, tako da še tudi nekaj v tej smeri, medtem pa še seveda filmčki nas kopičijo, tudi in takšnega kratkega o Prlekiji moramo v kratkem napraviti, ker imam dosti posnetega, snemam tudi zraka, tako da se da dosti napraviti. Danes odziv fenomenalen. Ja, krasno, ja, z Markom sva imela debato pred dogodkom, je rekel, gremo staviti, koliko bo ljudi, ne, sem rekel, ja, stoli bodo puni, ne, in seveda smo stole nosili še vse za eno, za misle stolo okoli 50, pa ljudi bilo in 100, ne. Tako da izredno lepo in seveda sem vsem hvaležen. Se pravi, ljudje vejo, kaj delava, ne, se pravi, je to dosti vredno in kot sem rekel, v prvi vrsti delaš to za sebe, drugi pa za to, da to pokažeš, kaj si naredil in s tem se tudi drugi ljudje bogatijo, ker opazijo stvari, ki jih moče prej niso opazili, ne. To pa je dosti pri tem uku, ne. Tudi sam kot snemalec, fotograf sem bil na določenimi stvarmi fasciniran in tudi publika je bila fascinirana in verjetno to je tista največja nagrada vam, ki to delate. Ja, sigurno, ne. Jaz sem vse filme, dosti materiala še seveda ostalo in sem Špeli dal čisto prosto pot in vse filme sem poznal in ko sem gledal film zmontirani včeraj snoči večer komaj prvič, ne, sem rekel krasno, ne, krasno je zloženo in mi je seveda vredi. Zdaj, ali dati več, kak teh 20 minut ali manj, je to skozi debata, ampak glej, za takšno, ko ljudje pridejo, pa imajo dva dogodka, je seveda takšnih 20 minut čisto vredi, se pravi, ni preveč, ni premalo. In bomo pa še kakšnega takšnega čisto krajšega zmontirali, tak za kakšno internetno stran, ne vem, Tica ali pa kaj takšnega, da se lahko tam pojavi oziroma ko ljudje kliknejo na nekaj, pa se kratek 10, 15, 20 sekundni filmček zavrti, pa dogodki hitro preletijo, ne. Tako da je, lepo se da napraviti v našem svetu. Tako Ciril Ambrož kot Marko Zabavnik navdušujeta s fotografijami ptic ter prizorov iz narave in sta dobitnika številnih nagrad. Kot pove Marko Zabavnik, je njegovo nekdanje športno udejstvovanje kmalu zamenjala fotografija. Marko, poznamo vas kot športnika, ampak zadnja leta tudi kot fotografa. Ja, gledajte, kolena bolijo, te več ne moreš preveč letati, pa
se nekaj gumovje spraviš, pa se malo sedneš, pa nekaj malo opazuješ, ja. Kdaj je recimo počela tista iskrica in ste prišli v fotografijo? Iskrica, veš, to traja, ne? To je spontano, bi rekel, to je opazovanje narave, sprehodi v naravi. Potli pa pač doživiš, da bi to rad pokazal prijateljem, znancem, kar doživljaš, kar opaziš v naravi, in to je pač fotoaparat. Potem pa začneš s enim osnovnim aparatom, pa malo izboljšaš tehniko, pa opazovanje, pa smo tu, kak smo, bi rekel, ja. Danes moram reči, jaz tudi kot fotograf, ki rad grem v lagune in podobno, ampak nekaj fotografij fenomenalno. No. Se treba, kot si sam dejal, maskirati, čakati trenutek? Vsekakor. Jaz bi rekel, da jaz osebno imam prednost glih toto pred tehniko fotografije, da imam ta občutek za naravo, da opazujem. Za eno takšno fotografijo lahko hodiš nekaj časa brez fotoaparata, ampak opazuješ lete ptic, da najdeš naprimer gnezditev, da najdeš mesto, kje se ona zadržuje, in potem seveda pravi čas na pravo mesto, pa tako sem prej rekel na predstavitvi, če si doma, pri televiziji tega ne vidiš. Par slik si rekel, to je to. Je še kakšna pika na i, še kakšna želja, recimo fenomenalna fotografija? Ja, vedno znova, glej, toliko stvari se dogaja, predvsem v času selitve, ne? To je v jeseni pa spomladi, ko ptice grejo iz juga na sever in se vstavljajo na tej selitveni poti, in to bi rekel, to so trofeje, potem, ki ptica na eni poti iz Skandinavije v Afriko se vstavi glih v Ormoži, pa jaz glih te slikam, ne. To so pač trenutke, ampak pravi, je pa to amaterstvo, sprostitev, to je najprej tako, ki je Ambrož prej rekel, mi dva to rada delamo, ne, to je to. Pa še ena zelo pomembna stvar, vse na lokalni zadevi lahko uredimo. Torej, spet en Ormož ponuja to, kar si želimo. Ja, to čem glih tudi taki širši publiki, kak se je danes, odziv je bil neverjeten, jaz sem presenečen in počaščen, da so prvič, da so se mi odprle grajska vrata, da sem imel možnost vstopiti kot avtor, bi rekel, v eno kinodvorano grajsko, pa da je bilo toliko ljudi in da na ta način potem vsem tem ljudem pokažem, kje živimo, v kakšnem okolju smo, kaj moramo čuvati, kaj moramo tudi prezentirati, privabiti s tem tudi turiste na koncu, ne. Torej, še enkrat želje, cilji, prihodnosti, kje vas lahko najdemo? Biti čim duže zdrav, to je osnovni cilj, doživljati naravo, uživati v naravi, pa biti dober navijač rokometnega kluba Jeruzalem Ormož. Med obiskovalci muzejskega večera smo srečali tudi Slavka Kolarja, športnega fotografa, ki pa ga nič manj ne zanima fotografiranje lepot narave. Slavko Kolar, kot ljubitelj fotografije, bi vas trenutno bolj pričakovali na Evropskem prvenstvu Švedska, Norveška, Avstrija. Ne pa danes na recimo v tej predstavitvi. Kako se poznate recimo z Markom ali z Cirilom? Ja, z Markom smo prijatelja že kar nekaj cajta. Glede fotografij spremljam jaz njega na Facebooku, pa sem videl, da mu kar nekaj ratuje, zanimivega, pa smo tako dolgo prišla, da je rekel, pač bo neko opazovalnico delo, pa če imam jaz kaj takega materijala, da bi to on ponudil, ne. Veš, da smo preskočili na pomoč, pa sem rekel, zdaj pa že mene tudi malo to zanima, pa bomo enkrat skupaj šla. Tako da, zdaj imamo v planu, da bomo tule v Laguni nekaj naredili, pa te, kaj so že, smrdokavra me zanima, čebelar, da bi to naredili, plus gremo še, imamo obljubljen od njegovega prijatelja, gremo na medveda. Poznamo te kot športnega fotografa, kakšna je razlika recimo med športno fotografijo in pa fotografijo, ki smo jo danes lahko spremljali? Ja, mene pač najbolj pritegne tudi narava, ne. Drugač pa, od športov pa samo rokomet, druga ne. Narava pa tudi potovanja, to kar nekaj imam tega z potovanj raznih, kam gremo na potovanje na morje, ne gremo pač na potovanja v tujino, pa slikamo to, pa kakšne obiski živalski vrt.
Potrebno pa je biti v eni in drugi panogi zelo strpen, čakati na pravi trenutek. Ja, sam zdaj so že tudi fotoaparati malo drugačni. Ne. Pravi trenutek narediš 12 šklocov, eden ali pa dva sta sigurno dobra. V športu to. Ne. Tu naravi pa res moraš malo čakati, pa da imaš srečo neko, da ti pač prileti tista ptica ali pa žival pride mimo tebe, da lahko to narediš. Ne. Naslednji muzejski večer bo 14. februarja. Gost večera bo slovenski alpinist, planinski vodnik, gorski reševalec, športni pedagog in pisatelj Viki Grošelj. V nadaljevanju pa k športu. Vsega bo, tudi prispevek z minulega državnega strelskega tekmovanja v Ormožu, kjer se je zmage veselila domačinka Urška Kuharič. Pozdravljeni! Pregled športnih dogodkov z našega konca bomo pričeli s strelstvom. Kljub napornemu tekmovalnemu ritmu v mesecu januarju z 2 državnima ligama in 2 mednarodnima tekmama za mladinsko in člansko konkurenco je 4. turnir v Ormož v športno dvorano na Hradeku privabil rekordno število tekmovalk in tekmovalcev. Mesto ob Dravi je obiskalo kar 426 strelk in strelcev, ki so se v soboto pomerili v pokalu prijateljstva in pokalu Strelske zveze Slovenije mladi. V nedeljo pa v prvi A in prvi B ligi s puško in pištolo. Z izjemnimi rezultati se znova lahko pohvalijo naše strelke in strelci. V bistvu gre za državno ligo, ne? Gre za državno ligo za mlade, to pomeni za strelce kadete, mladince in starejše dečke. In drugi dan danes pa gre za tekmovanje članov, torej v prvi B in prvi A ligi s puško in s pištolo. To vse sodeluje, koliko se jih je pravzaprav zbralo tekmovalcev? Ja, včeraj, ko je bila Liga za mlade, je bilo 288 mladih strelcev iz cele Slovenije. Danes, ko pa je prva B in prva A liga, pa je to pomeni 48 ekip, to pomeni 144 najboljših strelcev iz Slovenije. Torej gre za ekipno tekmovanje, ne posamezno. Tako, gre za ekipno tekmovanje, vendar tudi posamezniki imajo svojo posebno razvrstitev. Tudi tokrat je tekmovanje v Ormožu potekalo brez napak. Ja, seveda, vsekakor sem zadovoljen. Tudi z samimi rezultati smo videli, da je Urška zmagala. Ekipno sicer ni bilo najbolj blesteče, ampak tudi smo zadovoljni. Tekmovanje poteka odlično, strelci so zadovoljni, telovadnica je čudovita, tako da upamo, da bomo še naslednje leto in še mnoga leta organizirali v Ormožu to tekmovanje. Takšna organizacija kar zalogaj, ne? Res je, s takšno organizacijo se ukvarjamo že kakšne 2-3 meseca pred tem. Vse moramo pripraviti, strelišče rezervirati, ker strelišče iz tujine zmeraj pripeljamo. Pa še morda v načrtih kluba oziroma društva? Ja, naši načrti so predvsem ureditev malega kalibra, da bomo še tam uspešni in da bomo lahko še mogoče katero tekmovanje tam izvedli v Ormožu. No in kako kaže z streliščem, ki se vam je obetalo že nekje? Ja, se nam še vedno obeta, sicer je investicija velika, iščemo tudi možno drugo rešitev, ampak trenutno še nismo našli, tako da še vedno dajemo upe na tisto prvotno, bomo pa videli, kako se bo tukaj odločila občina. Zaenkrat torej so zadeve še nedorečene. Ja. V prvi A ligi s puško je Ormožanka Urška Kuharič najprej dobila kvalifikacije z rezultatom 628,3 kroga. Tudi v nadaljevanju je strelka ormoškega kovinarja bila v pravi formi in dobila tudi finale pred Sonjo Benčina iz ljubljanske Olimpije. Urška, zate pravzaprav nič nenavadnega, ne? Ja, ne vem, jaz ne bi tega rekla. No. To je bila ena zelo, zelo težka tekma za mene. Prvo kot prvo je državna liga, drugo je pa v domačem okolju. In sem se mogla kar namantrati. Ni bilo tako samoumevno. No, se ti zdi, da je v domačem okolju težje tekmovati kot drugod? Jaz ne bi rekla težje. No. Malo je drugače mogoče, zaradi tega, ker imaš domačo spodbudo, pridejo navijati in mogoče je to vseeno nekje zadaj v glavi ti ostane, ampak moraš pač oddelati tisto svoje, ne glede na to. In naslednji korak? Naslednji korak je zdaj mednarodno tekmovanje v Münchnu, na katerega se že odpravimo v četrtek.
potem sledijo priprave 5-dnevne v Avstriji in na to se pa že res sledijo tiste zadnje priprave na Evropsko prvenstvo. Kako kaže s olimpijskimi igrami? Jaz bom rekla tako, da sem zadovoljna na poti, na kateri sem zdaj. Kaže dobro, je pa res, da je še ogromno tekmovalk iz celega sveta. Zdaj najprej na Evropskem prvenstvu je še ogromno Evropejk, s katerimi se lahko kosam, ampak so pa enako dobre in kvoti se podelita samo 2, je pa, kot sem rekla, jih še ogromno brez. Svojo prvo medaljo v državni ligi pa je za 3. mesto osvojil Nejc Klopčič iz Istrskega društva Trzin. Preostali Ormožanki, Nuša Žnidarič in Petra Vernik, sta zasedli 25. in 28. mesto med 36 sodelujočimi tekmovalkami in tekmovalci. Ja, no, ta vikend nekako ni bil po mojih načrtih. Vidi se, da imam še veliko rezerve, ampak bo prišlo s časom tudi to do svojih izrazov. No, najbrž ti je kot športnici znano, da človek ne more vedno biti prvi, ne? Ja, pač sama pravim, da te oblikujejo porazi in ne zmage, saj se iz njih lahko veliko naučiš in tudi veliko potegneš za vnaprej, tako da če je motivacija prava, tako kot je pri meni, sem pripravljena iti po peklenski poti do nove zmage. In kaj je šlo narobe? Ja, nekako nisem dobila tiste koncentracije, ki je ponavadi z mano na tekmovanjih. Posledično so se dogajali tudi slabše strele, za katere nisem imela v danem trenutku razloga. Tako da ja, bo počasi. No, teoretično si vse tako lepo to povedala, ne, ohrabrujoče, ampak kot praviš, solze pa pridejo, ne? Ja, včasih pride tudi kaki tak dan. Ekipno se je zmage veselila Olimpija pred Trzinom in prvim pohorskim bataljonom iz Ruž. Kovinar iz Ormoža je med 12 sodelujočimi društvi osvojil končno 6. mesto. V prvi A državni ligi za zračno pištolo je Anja Prezelj Lotrič Železniki za en krog izboljšala lasten kvalifikacijski državni rekord iz decembra leta 2018 v kategoriji članic in mladink, ter z rezultatom 575 krogov tudi zmagala kvalifikacije. Finale najboljših 8 je postregel z zanimivimi boji, saj so se leti kar precej menjavali. Nova državna rekorderka Prezljeva je izpadla kot 4. Pri 20. strelu so bili prvi 3 dokaj izenačeni, na kar je izpadel trenutno vodilni v ligi Klemen Tomaševič Lotrič Železniki, ter osvojil končno 3. mesto. V zadnjih strelih je Sašo Stojak Ptuj nekoliko popustil in osvojil 2. mesto. Jože Čeper, Dušan Poženel Rečica pa si je po 2. mestu na predzadnjem turnirju, tokrat za osebni praznik, podaril kar zmago. Finale je le za 2 kroga zgrešil Aleksander Ciglarič, ki je turnir v Ormožu končal na 9. mestu. Klubska kolega iz Jožeta Kerenčiča, Miklavž pri Ormožu, Boštjan Simonič in Simon Simonič sta turnir končala na 12. in 26. mestu. Pištoljaši Kovinarja, Gregor Polenko, Žan Tomažič in Tilen Vnučec so zasedli 30., 33. in 36. mesto. V ekipni razvrstitvi so bili najboljši tekmovalci iz Železnikov pred Ptujem in strelskim društvom Dušan Poženel Rečica pri Laškem. Jože Kerenčič je ekipno tekmo končal na 5., Kovinar Ormož na 12. mestu. Nadaljujemo z rokometom. Z uvrstitvijo v polfinale Evropskega prvenstva nas je razveselila rokometna reprezentanca, ki je v drugem delu tekmovanja osvojila dovolj točk za napredovanje med 4 najboljše ekipe stare celine. V drugem delu so Slovenci premagali Islandijo in Portugalsko ter doživeli poraza proti Madžarski in Norveški. Poleg Slovenije so na zaključek prvenstva, ki bo čez vikend potekal v Štokholmu, napredovali še prvouvrščeni Norvežani, ki v nadaljevanju prvenstva ostajajo tudi eni izmed glavnih favoritov za osvojitev evropskega naslova. V drugi skupini sta napredovali reprezentanci Španije in Hrvaške. Petkova polfinalna para sta Norveška-Hrvaška ob 18. uri in Španija-Slovenija ob 20. uri in 30 minut. V prvem paru vloga favorita pripada Norveški, v drugem pa branilcem evropskega naslova izpred 2 let Špancem. Če kdo Španiji zaradi stila igre ne odgovarja, je to prav Slovenija,
In prav zanimivo bo videti, kako se bodo visoki in nekoliko počasnejši Španci kosali z našo nekoliko nižjo, ampak hitrejšo zunanjo linijo. Tekma za tretje mesto je na sporedu v soboto ob 18:30. Veliki finale Evropskega prvenstva pa v nedeljo ob 16:30. Držimo pesti za naše fante, ki glede na kakovost ekipe in posameznikov lahko posežejo tudi po samem vrhu. Zaključili bomo z futsalom in si najprej s pomočjo kolegov Futsal magazina ugledali, kaj se je dogajalo na povratni četrtfinalni tekmi pokala Terme Olimia v Ljutomeru. Bilo je več kot dramatično. Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubitelice futsala. Imamo 4 udeležence zaključnega turnirja pokala Terme Olimia. Najbolj dramatično je bilo v Ljutomeru, tekmo, ki se je odločala po 6 metrovkah, ste lahko pospremili tudi v našem spletnem prenosu. Povratne tekme četrtfinala pokala Terme Olimia so nam dale udeležence zaključnega turnirja. Bronxu je v Sevnici dobro kazalo, a nato so domači slavili 4:3. Dobovec Sembe Monting je razmontiral Litijo s 10:0. 2:1 je bilo v Ljutomeru, kjer je Oplast prišel do zmage šele po 6 metrovkah. Siliko pa je s petardo izločil Kikse. V podčetrtku bomo torej videli igrati Siliko, Oplast, Dobovec Sembe Monting in Sevnico. Naša tekma meseca pa se je odvila v Ljutomeru. Na prvem obračunu je Oplast zmagal z 2:1. Poglejmo. Dobro večer, spoštovane gledalke in gledalci, ljubitelice in ljubitelji futsala, lep pozdrav iz Ljutomera. Pred nami povratna tekma četrtfinala slovenskega futsal pokala med domačo ekipo Tomaž Šicbar in moštvom Oplast iz Kobarida. Duščak Turki, še enkrat Duščak so bili strelci v Litiji, ker torej ekipa Dobovca zanesljivo potrjuje premoč. Tule pa prestrežena žoga in akcija ter gol! 1:0. Marot je zadev polno. Zgodaj v 3. minuti obračuna. Ja, tule dobra prestrežena podaja. Pa potem tudi udarec in dotik enega od igralcev. Žoga iz kota v nadaljevanje kobariškega napada. Prvič so šli pravzaprav resneje nogometaši Oplasta prek sredine igrišča. Ja, dobra naložba domačih, potem tudi okvir gola. Dobra naložba pa seveda vodilni zadetek, ki je padel v 3. minuti, ko je Marot meril v polno. Po dobro odigrani domači akciji. Igralec je tudi vsemi žalbami namazan, še ena akcija, odlično. Ampak potem ni šlo, tule pa še en poskus z razdalje mimo gola. Dobra akcija Marota. Pa spet dobro preigravanje, kar vrgel je iz igre enega od domačih igralcev. Še en udarec, odlična obramba, še enkrat izjemna parada Tadeja Romika. Spet poskus Oplasta z razdalje. Oplast torej tolče sedaj vseh pozicij, jasno išče izenačujoči zadetek, ki bi ga vrnil v igro. Še ena akcija, z prekrška, pa potem nadaljevanje sedaj Marot, prednost imajo, igralca več preko gola. 3:2, to da niso izkoristili te akcije nogometaši Tomaža in priložnost za leteče menjave v taboru kobariškega Oplasta. So domači izkoristili vrzel gostujoči obrambi napako pri pokrivanju, takole pa dobro prestrežena podaja, sedaj 3:2. Še ena akcija, gol! Jaka Soldat je izenačil za 1:1. In to je zadetek, ki seveda precej pomeni zadetek v gosteh na pokalnem obračunu v četrtfinalu pokalnega tekmovanja. V tem trenutku so v polfinalu kobariški nogometaši. Enkrat Čujec gre proti rad, Čujec še enkrat in mimo gola! Patrik Čujec, morda je imel meč žogo v svojih nogah, vratar je že bil premagan, potem pa je zadev samo okvir gola. Kusterle, ki je vstopil na igrišče. Kusterle sedaj manjka v obrambi. Tule akcija domačih in obramba ter vratnica rešujejo. Sedaj še ena dobra akcija in obramba tokrat. Odlično se je izkazal Nik Logar. Spet so bili domači nogometaši zelo blizu gola za novo prednost. Pretiranega tveganja, vendarle ne, da je celo kobariška ekipa malce stopila na žogo, saj za odtenek. Tule pa napaka in akcija za spremembo mimo gola.
Še enkrat kombinacija s Klajnškom. Klajnšek v težki poziciji, takole pa odbijajo, potem pa še ena izjemna obramba, napaka. Oplasta Nik Logar se je izkazal s parado. Zdelo se je, da je že premagan, takole je odbil žogo, potem pa napaka v obrambi in tule pa že Višek sedaj. In tudi gol, napaka in gol Tomaža. Tomaž je izigral Oplast in veselijo se v domačem taboru. Povedli so, ponovno vodijo z 2-1. Tule pa napaka in priložnost sedaj, toda še ena obramba, odlično. Zalet, vse je pripravljeno, napeto pričakovanje, Marot in obramba Nika Logarja, v pravo smer je šel Romiku, Vulikić in še ena obramba. Nik Logar, Seneković in še ena obramba. Nik Logar je šel ponovno v pravo smer. Vratar Nik Logar, zdaj pa poskus. Strel in gol. Žoga. Gol je bil to. Je bil gol ali ne? Kaj sta videla sodnika? Ali je to gol ali ni gola? Je gol, ni gol. Torej, ali je priznan gol? Torej, ja, zadetek torej je. Vodi sedaj Oplast, sedaj še en poskus. In gol, tudi domači. Torej, 0-1 sedaj. 1-1 v polno je zadev Urban Seneković. Jaka Sovdat, ki ima na nogah napredovanje. Jaka Sovdat, gol! Jaka Sovdat in Oplast je v polfinalu pokalnega tekmovanja. Sovdat je zadev in tudi streljanje najstrožjih kazni se je končalo z 2-1, tako kot prva tekma. Bila je taka prava šahovska igra. Bile so na obeh straneh šanse, ampak obojni smo zelo dobro igrali obrambno. Tekma bi se lahko obrnila v obe smeri. Potem pa so bili te penali, kjer je bil en gol takšen, da še zdaj ne vemo, ali je bil gol ali ni bil, ampak to nima veze. Penali so nek še vrste loterija, mogli bi boljši streljati in bi se uvrstili na Final Four. Je pa res, da obstaja nek hanček dvoma, kaj bi se zgodilo, če bi sodniku svojil drugače, ampak sodniku tu ni kaj za zameriti, bil je močno udarec, ni mogel videti. Inače bi pogledal posnetek tega, pa žal v futsalu ni. Nekako smo se zdaj pod Zoranom pobrali, gremo naprej, iz tekmo v tekmo, rastemo, smo malo bolj že ekipa in uigrana in tako naprej. In seveda zdaj prvi cilj je bil priti na Final Four, zdaj pa dati vse od sebe in kar bo, tem je dnevna forma, ena tekma, lahko pade bilo kdo. V sredo, 22. januarja, pa sta svojo tekmo 14. kroga prve slovenske futsal lige odigrali ekipi zadnjeuvrščenega Ptuja in prvouvrščenega Dobovca. Lider prvenstva je na Ptuju pred okrog 100 gledalci v prvem polčasu prikazal odlično igro in gostiteljem nasul v 16 minutah kar 7 zadetkov. Doseženih je bilo kar nekaj lepih zadetkov, ker vratar Kevin Caf ni imel niti najmanjših možnosti. Pa prije svega, čestito bi dečkima prvo na ostvarenoj pobjedi. Odigrali smo za mene osobno 2 poluvremena. Prvo poluvreme, vrhunsko poluvreme gdje praktički uz golove mogli smo zabiti još dosta pogodaka. Sve ono što mi želimo, to smo radili u prvom dijelu. U drugom dijelu smo dali priliku svima, što se malo osjetilo u padu igre, da smo ih primili 3 pogotka i dozvolili Ptuju, nekako smo imali nešto ležerniji pristup i s kojim nisam zadovoljan. Svakako, ali ako gledamo sve, zaslužena pobjeda i evo, s ovim praktički smo obavili ovaj dio prije početka kvalifikacija reprezentacije. Vratit ćemo se tamo za kad bude, znači za jedno vrijeme gdje će biti dečki na reprezentaciji, mi ćemo nastaviti raditi. Ništa, imamo svoje ciljeve koje želimo ostvariti u svakom slučaju i to je to. Pa bez obzira, ja sam rekao da ne zanima me sad da li o kome se radi, o kojem protivniku želimo ostvariti pobjedu. To nam je cilj i to želimo i želimo ostvariti napredak isto tako u igri kroz svaku utakmicu. Mislim da sam podatak taj da smo u 3 utakmice zabili 28 pogodaka je činjenica da igramo jako dobro napadački. Nisam sretan da smo primili 3 pogotka, to nije i kažem još jedanput,
utakmica koja sam vidio danas, to je utakmica s dva lica, kažem prvo poluvreme gdje je bilo zaista jako dobro i jako sam zadovoljan i drugo poluvreme koje nisam najzadovoljniji, jel? Pa ja, čisto preprosto, enostavno smo pač to tekmo morali odigrati, čeprav smo vedeli, da smo totalni outsideri, da igramo proti daleč najboljši ekipi v Sloveniji in dejansko je bila to samo 1 ura pa pol, učna ura in pol nogometa. Ne bi se toliko nekaj na to tekmo vezal, mi moramo predvsem gledati na sebe naprej. Nas čaka pomemben mesec, v mesecu februarju pomembne tekme in tam moramo iskati to, kar si vsi želimo, da izgubimo te točke, da obstanemo v ligi. Ja, se pravim, največji problem je bil to, kar sem se načekal, tudi jaz ne bo bal, da bo enostavno fantje pregoreli. Preveliki respekt, to se je bilo že od začetka, zato je tudi potem tako to bilo na začetku tekme. Enostavno s potem pod časom sem mi dejal, da zdaj pa res takšen rezultat, da nima več kaj sploh misliti o nekih zadevah, ki so jih prej mogoče imeli v glavo, da jih je to omejevalo v nogometu. In enostavno igrati samo nogomet in uživati v predstavi in na koncu so tudi prišli ti 3 zadetki za spodbudo za naprej. V drugem polčasu aktualni državni prvak ni bil na svojem nivoju in zadihala je tudi ekipa Ptuja, ki je dosegla 3 zadetke ter na koncu ublažila visoki poraz. Za domačine so zadeli David Pavko, Davor Fleten in Žiga Tkalčič. Pri zmagovalcih je Rok Moradej bil uspešen 3-krat, Alen Fetič 2-krat, Žiga Čeh in Kristjan Čujec sta zadela po 1-krat. Enkrat so si lastno mrežo Ptujčani zatresli kar sami. Ptuj Dobovec 3-8, polčas 0-7. Dobovec suvereno vodi na lestvici s kar 15 točkami naskoka pred Škofjeloškim Stripijem. Ptuj je na zadnjem 9. mestu in za 8. uvrščenim Oplastom iz Kobarida zaostaja 4 točke. Zadnjo uvrščeno ekipo prvenstva čakajo kvalifikacije za obstanek v ligi z drugo uvrščeno ekipo druge slovenske futsal lige. Ekipo Tomaža ta petek čaka gostovanje v Kobaridu pri Oplastu, kateri je pred tednom dni Peteline izločil v pokalnem tekmovanju in jim odvzel sanje po uvrstitvi na zaključni turnir pokala Terme Olimia. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Sanjaš o dih jemajočem kraju, preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric s stoterimi vinskimi griči do skrivnostne reke Drave prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Toliko za danes. Glede na to, da je za nami že dobra polovica meseca januarja, lahko rečemo, da bo tudi v novem letu čas tekel hitro. Zato se le tu in tam na kratko zaustavite in si kdaj pa kdaj oglejte kaj z programa naše domače televizije.
Novo oddajo Utrip Ormoža pa bomo spet pripravili čez teden dni. Hvala za pozornost in srečno do prihodnjič.